čohati znam dobro. Vem, ki jim najbolj paše. Ja. In že s tem verjetno tudi se prikupim. Ne. V naših podcastih razbijamo mite, stereotipe, odvržemo tako rekoč okvirje, ki nam jih namesti tako družba ali posamezniki, včasih tudi mi sami. Moj današnji gost je posebej zanimiv. Zanimiv je tudi zaradi tega, ker razbija mit o tem, da poštarji, v bistvu da kosmatinci ne marajo poštarjev. Nedavno je prejel naziv najpoštar Štajerske, ki je potekal na Radio Maribor. Tako da lepo pozdravljam našega lenarškega poštarja Miha. Lepo pozdravljen v našem studiu. Zdravo, zdravo. Torej, prvo bi mogoče razbila še en mit. Ali je res, da poštar zvoni samo dvakrat? To v bistvu jaz zvonim dvakrat, ja. Ampak vseeno, če vem, da stranka doma, še te mogoče še enkrat lahko zvonim, ne, da te pride, potem... ja. Drugače pa, ja, dvakrat, pa to. Ja. Potem tudi to drži. Zdaj bova rekla, tako nekaj časa je že minilo, malo se je polegla ta euforija, vem, da je v Slovenskih goricah bila kar precej močna. Kakšni so zdaj, ko se je zadeva malce umirila, občutki, tale stekleni pokalček je v tvojih rokah? Ja, super občutki. Stranke, ko te imajo rade, to nekaj najlepšega, ne? Ker se mi zdi, da črpam tisto pozitivno energijo, ko sem z njimi in to je tisto moj užitek, ne? Ko delam kot poštar. Ne? Pa si v bistvu to sploh pričakoval ali je res prišlo tako, mislim, mogoče... Ja, seveda nisem pričakoval, če sem 1 leto pa pol na pošti, tako da kaj takega niti najmanj. Niti najmanj. Ja. V bistvu potem, kako se je dogajala vsa zadeva? No, na začetku, mislim, to je kar trajala akcija, kako dolgo? Ko smo se pogovarjali 5 tednov, 5 tednov, ja, prvo je bilo glasovanje malo drugačno, kot je potem potekalo in sicer si mogel prek njihove spletne strani si mogel podatke napisati in potem poslati. Ne. Tam se je izbiralo izmed, mislim, da 300 poštarjev. Aha, iz 300? 300 poštarjev je bilo, ja. V bistvu vse je možno, da je več poštarjev, ampak tisti, kjer so glasovali, kjer so bili glasovani, ne, so šli, mislim, so bili šteti, ne. Tako da, ja, tam smo zbrali kar nekaj glasov, tako da sem prišel med top 5, ne. Super. Ja, jaz sem sicer mislil, da tisto to, da je fertik s tistimi, ne, glasovanji, te smo videli, da še ena ponovno glasovanje, ki je v bistvu dosti lažje za glasovalce, ker si samo pač kliknil pa poslal in taka varianta je. Vem, da ko je prišlo do tega, da si med 5 finalisti, je bilo kar, mislim, po Facebooku je kar završalo, ne? Ta link se je pošiljal na vse možne strani. Zelo zanimivo, vem, da je tudi sama občina promovirala, pozivala k glasovanju za našega lenarškega poštarja. Zanimiv mi je bil tudi zapis enega izmed lenarških občinskih svetnikov. Gregor Muršec je zapisal: "Mi smo zaradi njega pesa nabavili." Ja, imajo novega pesa in ja, wow. Mislim, vsi smo se nasmejali, ja, glede tega. Kaj sem pa mislil glede teh linkov, no, kaj smo pošiljali prek Facebooka, pa je res fascinantno, kako, ne vem, neka občina Lenart, kako lahko to skupaj stopi, ne, in začne vabiti druge glasovalce, ali kako bi rekel. No, ja. Koliko pa je bilo teh glasov? Mogoče imaš ta podatek? Vse skupaj je bilo potem na začetku, tisto prvo glasovanje je bilo, ne vem, jaz mislim, da sem imel okrog 180 glasov, medtem ko je drugi imel Ptujčan nekaj okrog 150, dalje ne vem. Na drugo glasovanje pa je bilo vse skupaj 18,000 glasov, ampak ne vem zdaj, koliko je točno bilo glasov, smo si izračunali, da nekje 7,000 sem jih jaz dobil in sem imel prednosti nekje 500 glasov pred drugim. Ne. No, to je kar zavidljiva številka. Ja. Pa, mislim, vem, da so tudi k temu pozivali sodelavci.
In ta sodelavka Urška Možina je bila tudi zelo zagreta, organizatorka. Ja, kaj se tiče glede delavcev, je ona vedno tak, da bi rada čim več naredila, pomagala. Povej mi, kje zdaj, kakšno mesto je zasedel tale plaketa oziroma tale spominek v tvojem, ga imaš doma, v službi, kje se nahaja? Ne, sem mislil prvo, v službi, ne, ti si kar to domov nesli, tretjo. Tako da imam ga v sobi, ki sta največ noter. Pa potem tudi tale beč, to zdaj vedno nosiš ali kako? To sem včeraj dobil in je zdaj, dokler ne bo novi izbran, tako dolgo bom verjetno nosil. Ali pa če izgubim slučajno, dobro, vse imam nekaj še na zaloge. Reči mi, Miha, ko si bil, mislim, ko so pač razglašen, da si zmagovalec, pa to, je bilo tudi na terenu, ko si zdaj pošto nosil, so ti ljudje kaj rekli, ali pa tako, da te kjer je prepoznal v trgovini, tu po ulicah lenarških? Tak, zdaj še nekako ne, mislim, še vseeno bolj svežo, medtem ko pa stranke moje pa so bili ful veseli. Res so pokazali tisto, da so res srečni, kako bi rekel, da sem jaz zmagovalec. Zakaj misliš, da si zakaj so tebe izbrali, zakaj so za tebe glasovali? Kaj misliš tisto, da si tako navdušil Lenarčane? Koliko pač poslušam stranke nasploh, mi govorijo prijaznost, čeprav vsi poštari smo prijazni, vemo reči, ker vseeno delamo za ljudmi, ne. To, da ne vem, res prijaznost, ampak... Mislim, jaz bi rekla tudi tako, da si dejansko res zelo prisrčen. Tudi tako bi rekla, jaz mogoče, ki prihajam iz drugih krajev, ko sem prišla samo v Slovenske Gorice, mene je res presenetilo, da ste poštari, predvsem Lenarška, tu je prav poudarek, še prejšnjo bivšo, ko ste imeli poslovodkinjo, tu so res bili zelo prijazni ljudje, tako res srčni, iskreni, preprosti. To ni bilo... Se to ravno, mislim, če greš nekje, da ne vem, ko sem živela ali v Mariborju ali v Ljubljani, ali kjerkoli. Tudi bi rekla manjši kraji, ne. Niso bili toliko prijazni, pa toliko srčnikov pa so tu. Tu ste pa res prav posebna ekipa, verjetno je to... To je vseeno nekako manjša občina in imaš več kontaktov z strankami, ne, mislim... ki, da primer Maribor je to zdaj, ko se po blokah pa tako v centru nosi, tam nimaš tako stikov, ne. Da bi to rekel, da je... Ampak jaz še vedno mislim, da je pomembno, da si človek. V prvi vrsti je to ravno po mojem vaša prednost. Vi ste ljudje, ne, vi prisluhnete ljudem, ne, tam smo pa že kar malo uniformirani, kot da strojem govori. Ja. Ne. Bi pa rekla, da verjetno glih ta posebnost pri tebi še mogoče je, ki... Verjetno, valjda, saj smo se ljudje različni, ampak pri tebi pa je še vedno posebno ta odnos, ki ga imaš s kosmatinci. To je pa... To pa Zakaj kužki? Zakaj ta odnos do njih? Pa že od rojstva naprej smo imeli psa, tako da že to in pes mi je res neka žival taka, ki jih ljubim, ne samo rad, da jih imam, ne. Tako da potem pa, ko sem jaz kot poštar začel, pa sem se že sam govoril, ne, da bom jaz to probo z priboljški, malo kako se jih prikupiti pa to. In po enem letu pa pol še vedno nosim vsaki dan priboljške. Koliko ti to znese? Mislim, tu moraš imeti kar, koliko imaš zdaj takih strank na štirih nogah? Mislim, da je 16, in dejansko me vsi pričakajo, prav že se mi zdi, da vejo uro, kdaj prijemo in čakajo veseli. Še posebej tisti, ko ti sledimo po Facebooku, pa to ti včasih kakšne te utrinke tudi objaviš, ne? Te videi so vedno zabavni, no? Tisti, ki imamo radi pse, to nam je vedno. Dejansko tudi tebi popestri delovni dan. Seveda, Že tako kot stranke, nasploh se tudi jaz razveselim, ne, vseeno. Pa te ni mogoče kdaj bilo strah, kaj pa kakšni, ko so malo večji, ali pa mogoče tiste malo bolj take pasme, ampak ti vsakega vzameš v izziv?
In ga umehčaš, ali kako Tako, imata tako, to? jaz imel naprimer enega, ki je res lajo, full lajo, ampak čez, ne vem, mesec, 2 meseca, ko sem se lepo umiril, ker prvo smo samo meto priboljške, potem smo začel dati iz roke, te še v šavstno, tak fejst, ne, da bi skoraj še roka zraven šla, kaj pa se še ga tisto odvadil, tako da ja, glede velikosti, psov pa to, ne vem, jaz nimam tistega straha pred vsi, niti malo, ne vem, zakaj, pač verjetno jih dovolj dobro poznam, da kak bojo reagirali, ja. Bil sem na drugem terenu sem bil enkrat, pa je ena stranka imela neki paket, zvonca ni bilo ob ograji, noter je bil veliki pes, jaz ga gledam, nekaj laja, nič, grem jaz s paketom kar noter do vhoda, pa tam pozvonim, ne. Jaz noter stopim, ona takoj lastnica se začela dreti, samo noter ne hoditi, pes je hujde. Pes pa poleg mene sedo, jaz ga božam po glavi, lepo, nič, on meni nič, ne. Javno se tako pravijo, ne, če pes čuti, da se bojiš, te bo bolj napadalen, ne. Samo pri meni pa res tega straha ni, ne. Kaj bi pa mogoče dejal, ravno to, ko si zdaj izpostavil, da mogoče vohajo oziroma čutijo, da te ni strah, kaj tisto, da jih pol tudi pritegne, da ti nekako zaupajo? Lahko bi celo rekla, ne vem, si kot šepetalec psov. Ne vem, kak je s tem, že pogovor z njimi je pomemben tudi za moje pojme, ne, da se pogovarjajo z njimi in tudi z drugačnim glasom, ne. Tako da mogoče jim to tudi odgovarja. Ja, ker zdaj dobro imam nekatere pse, ki so res čakajo na tisti priboljšek, ne, medtem ko pa večina psov pa je pocartanje, ne, da se bi prvo pocartali, potem pa, da dobijo priboljšek, ne. Da pa čohati znam dobro. Vem, ki jim najbolj paše, ja. In že s tem verjetno tudi se prikupim, ne. Tudi zapisal si enkrat, da si, napišeš gor, napisal si na Facebooku, da si se razveselil nove stranke, ne, in to je bil spet Kuža. Ja, pa to je ravno bil od Gregora, ne. To je bil lik od Gregorja. Ja, tisti je tak, to me je zdaj zanimivo, ker ga res jaz tudi spremljal od malih nog, ne. Me je tudi veselje. Je mogoče bil še tako, da bi se spomnil zdaj, bi rekla, vsak dan je nekako bolj kot ne isti, razvaža se pošta, ampak vseeno, te kužki so nepredvidljivi, lahko pač naredijo tudi ti dan malce poseben ali pa kakšna anekdota, kakšna smešna, da je mogoče kdo pismo odnesel, se mogoče kaj takega spomniš, da je bilo kaj posebnega? Nič kaj tega, ne, glede psov. Meni je bilo na primer zanimivo, ko enkrat smo že imeli pogovor s tabo za časopis Avtorjeve novice. Pa mislim, da je ravno kako leto nazaj ravno, ne? Ja, mi je bilo ful lepo, ko si napisal, da enega kužka ni bilo, pa si mu pustil. Ja, pa sem mu pustil noter v kaslice, ja. Tega sicer ne več delam, ja, ker vseeno tisti stik, osebni stik je vseeno tisto boljše, ja, kot pa da mu nastavljam svojo pošto. Kako pa dejansko lastniki to sprejmejo, no, ko vidijo, da ima nekdo tudi rad tako pozornost, da namenjaš? No? Ja, veselo, zraven. Mislim, prvo kot prvo, tako moraš lastnico vprašati, ne, če sploh lahko daš kakšen priboljšek kot tretjo. In so zadovoljni. Načeloma nimajo nekih, če imaš dobre namene. Ne. To je pač največji problem je njim, zakaj jaz zapravljam glede tega, ne. Ena stranka mi je tudi enkrat kupila nazaj, ne vem, celo vrečo priboljškov, ne, da jih lahko spet talam naprej, ne. To edino, drugače pa so čisto okej, ja. Ker tu mi je bilo tudi zanimivo, da se mi zdi, da ravno to, da si ti na nek način toliko odprt, toliko prijazen, tako res lepo energijo oddajaš, da ti ljudje na nek način vedno to tudi vračajo. S košarico, ne vem, svežih jagod.
Vem, da moj sosed, na primer, ti je tudi pustil pločevinko piva, za po službi, seveda. Ja. Je teh daril dosti? Kaj ti pomenijo? Ja, se pravi, če ne vem, stranka, da ti da še kako darilo, poleg dobrega odnosa, še toliko več pomeni, ne? Vidiš, da res ok, da res tisto te super, ne. Pa ja, je pa tega kar dosti, ja, teh daril, ja. Zanimivo, ker bi rekla, na nek način si ti, mogoče gre za eno stvar, ki danes zginja, ne, ta tvoja prijaznost, ne, da se razumeva, tu ni usladnost pri tebi, ne. Ja. Mi, ki te poznamo, vemo, da je Miha res pristno, iskren, prijazen, dobre volje. Ne komplicira, ne? Jaz ne maram tistih usladnih, ne, veš, ja, vem, kako se hočejo od tebe. Ja. Ampak ravno to pri tebi tega take pristne iskrenosti pa prijaznosti danes zelo težko najdemo. Včasih celo rečemo, ne vem, da svet je toliko že pokvarjen, ne. Ti postajaš vzor tega, da mogoče pa ni temu tako. Ne vem, jaz sem se eno, ko sem delal v kuhni 12 let, tega ni bilo, ne. Stika z ljudmi in ne vem, mogoče zaradi tega mi je to, ker ko sem začel kot poštar, sem res videl tisto veselje do tega dela. Ampak samo zaradi strank, ne, zaradi ljudi, ne, da kontakti, ne. Ampak verjetno prideš tudi v stik z, mislim, tudi težavami ali pa z nekimi mogoče konfliktnimi ali pa ljudi, ki so imeli mogoče slabo izkušnjo. Kako takrat? Moram priznati, da nimam niti enega takega. Niti ene stranke, ki bi, ne vem, me grdo gledala ali pa me ne sprejela, ne vem, vsi so res super. Medtem, ko so, ne vem, sodelavci govorili, ja, to stranko se pazi oziroma zna biti tečna ali pa tak, ne. Tudi s temi strankami se zdaj zelo, zelo dobro razumem, ne. Tako da... Pol spet dejansko ti potrjuješ, ne, lepa beseda, lepo mesto najde. Ja, to je definitivno res, ja. Samo pač tudi moraš, ne na osladen način, ne, pa ne prisilo, ampak sej, ne vem, človeka vidiš, če je slabe volje, ga ne diraš nič, malo zdravo rečeš, se samo makneš, če pa dobre volje, te pa si tudi malo cajta vzemem, ne, pa kako rečemo. Kaj pa ti, Miha, se verjetno imaš tudi ti slabe dneve, ali? Ja, samo se mi zdi dobro, vse zjutraj, ko prijem, ko še ne grem na teren, sem parkrat tisto brez energije, brez vsega, tako da, zakaj moram delati. V pravici povedano, takoj, ko prijem do prve stranke, to mine. Ali že verjetno, ko se vsedeš v vaš papa mobil? Ne, tisto še ne. Tako, ampak to prve stranke, tako ne vem, če imam kaj paket, ali kaj za podpisati, me že totalno me dvigne, ne. To je res, kot da bi bil to moje gorivo, ja. Zanimivo je tudi to, dejansko, če gledamo tvojo izobrazbo oziroma kako si rastel skozi življenje, no, da se tako izrazim, prihajaš po izobrazbi si gradbeni tehnik, ne? Ja. Zelo te slalomsko voziš po življenju. Kako to, da se tako odločaš za poklice? Je to čist... Ne, to je čist tako nenačrtovano. Kje si začel? Takoj rečemo po srednji šoli. Kje si bil prvo? Prvo sem delal na avtocestah ograje proti divjadu. To sem delal še, v bistvu, prek študenta, sem se tudi zaposlil tam. To je bilo, ne vem, 5 let. Da sem potem Nino, ženo, spoznal. Ona me je navadila v kuhinji delati, prvo hvala posodo umivati. Medtem s časoma tudi pice sem začel. Tam danes pa že vse delam, ne, v kuhinji. Pa še vedno se vračaš v kuhinjo ali? Ne s takim veseljem več, ampak ja, kot pomoč, ja. In potem, kako si prišel iz kuhinje, pa si rekel, zdaj bom pa jaz poštar. Ja, to pa zdaj, sploh, da smo mogli mi zapreti med tednom kuhinjo oziroma restauracijo nasploh.
od te korone dalje, ne. Sem iskal neko službo, ne tisto preveč, ne vem, fizično ali pa kaj, ne. In dosti jih delalo kolegov na pošti. Tam je potem mentor Marko svetoval, da iščejo v Lenartu na pošti. Sem mislil, to pa res, zakaj pa ne. In sem šel na razgovor, na tretjo, pa sem zdaj tu. Nič načrtovano, ampak go with the flow, ali kako bi rekli, ne? Ja. Kako pa izgleda, če tako zdaj predstavimo, kako izgleda tipičen dan poštarja? Ker mi imamo samo predstavo zdaj, ali se voziš s papamobilom, pa v kaselce mečeš, ali pa za šalterjem stojiš in to je to. Kakšen je tvoj dan? Ja, zjutraj ob 6:00 prijemo v skladišče, tam si razdelimo pošto, potem pošto si v potovnike, potem zavamo pač po ulicah. Kaj so še reklame, zložimo, če je treba. Potem pa... Tega je kar dosti, ha? Ali je, misliš, Zdaj... v roku leta dni se kaj zmanjšuje to? Reklame? Ja. Ali pa kaj? Ne, meni se zdi, da jih vedno več. Okay. Dejansko, ja, kar dosti tega, ampak dobro, samo pred leti so imeli reklame, da so dobili, ne vem, Mercator, Spar, vse posebej, ne? In so potem še mogli dečki vse to zlagati skupaj, ne? Da niso rabili eno po eno davati noter, ne? Tega zdaj sicer ni več, malo kdaj se zgodi, da mogoče še kaj zadolagati, tako da to vsaj gre hitro, ne, skozi. Potem, kaj imamo še, pakete, vse za To si potem zložiš, razvrstiš in zložiš v... Tako, v papamobil, ne. Potem pa, kot vem, kaj jih, 7:30 pa na teren. Ne. Koliko pa traja, naprimer, da potem to raznosiš, sve odvisno, ne? Ja, zdaj tudi odvisno od dneva v mesecu, ne, ker zdaj, naprimer, od 10. do 15. te so položnice, te se kar malo zavleče, ne. Drugače pa tako, do enih na terene, potem pa še imaš obračun za nared, pa se zaključiti, tako da do 2, ne. So pa tudi dnevi mogoče, ki res, kaki petek, ko ni reklam, pa ko je proti koncu meseca, pa se zna tudi zgoditi, da še kako uro prekončaš, ja. Enkrat si, takrat za tisti naš pogovor si dejal, bi lahko rekla, da imaš več poklicev v samem poklicu pismonoše. Malo si tudi psihoterapeut, ko se včasih malo s temi starejšimi pogovarjaš, včasih kakšen sneg odkidaš. Še to vedno drži? Ja, v bistvu, če vidim kaj tak, da potrebuje kdo pomoč, ja, takoj stopim zraven, ne, samo dobro zdaj ne, da bi zdaj šel ravno zidat ali pa kaj, ne vem. Ja, saj se razume, ja. Ne vem, da 10 minut, ne, za me tudi stranko sem eno imel, ki je neke velike plošče si prenašala iz enega, z ene strani v drugo stran. Sem brez vprašanja, samo dol z mojega papamobila stopil, pa se te bom jaz to naredil, ne. Pa moram povedati, da se je tudi meni zgodilo. Sicer v Trnovski vasi, v Bišu, no, dejansko sem pripeljala psa, našega Artura iz operacije, ker je imel tu, veš, je imel rakasto. Aha. In so ga potem prvič ni bilo dovolj odstranjeno, smo ga še enkrat operirali. Glavnem je Artur zlati prinašalec. Sem ga imela v avtu in je bil res ful, je bil bogi. In ga dejansko zmago mi ni mogel pomagati, ne. Ja. In jaz sem gledala, kako zdaj naj Artura ven spravim, ne. To pa je bil pes, moja mamin pes, no. Takrat je bila moja mama v bolnici, ampak to je bilo kar težo, ne, zdaj pa dvigni ven, ne, pa še smilo se mi je, ker je bil bogi celi. In glej ga zlomka, pripelje se poštar. Poštar mene pogleda Artura in rekel, ni problema, Nino, da bomo ga ven dvignili in smo ga, no, skup dvignila, odnesla. Dejansko bi marsikdo priskočil zraven poštarov, ja. Res, ja. Dejansko ste človeški, no. To. Tako da... pardon, zdaj sem se kar spomnila še na to, ko ste meni pomagali. Glavnem,
ni problema, tudi vi takoj priskočite, prisluhnete. Tako. Pa se ti zdi, da je teh pogovorov mogoče tako, da starejši mogoče Starejši, definitivno, ja. Definitivno več pogovorov, oziroma je s starejšimi, ja. Medtem ko, ne vem, mladina, tako, zdravo, adijo, ne, malo kdaj še kako povemo, ne. Tako da starejši pa zelo radi nekaj povejo. Imajo tudi več časa, sej v končni fazi, če tudi sama iz sebe tako izhajam, ne, dostikrat pridem, rečem zdravo, no, pozdravim, grem naprej, ker imam že, ne vem, idi tja. To res, ja. Kar je pa ravno zelo grozno, če tako rečemo, da dejansko odnose vedno bolj odmikamo. Ja, to pa zna biti potem problem, ja. Da, če si najbolj vzel za sebe časa, kako si boš še za druge, ne, vzel, ne, tako da zdaj tu dober odnos s drugim, mogoče več kot kaj zdravo reči. Za moje pojme je to tisti čar. Ravno, zdaj se ne morem spomniti, gledala sem en pogovor z enim strokovnjakom, zdaj se ne bom spomnila, kjer je že bil, no, ampak nima veze. Bil mi je lepa izjava, ko je rekel, da bomo začeli predavati, kako biti nazaj človek v humanizaciji, ne. Mi se pogovarjamo o digitalnih tehnologijah, kako bo AI vse prevzel, kako nam pomaga. V končni fazi pa pozabljamo človeštvo. Zanemarjamo tudi ta odnos, krepitev odnosa, ne. Samo da naredimo čim več, da odklikamo in to je to, ne. Ja, to je res. Zato je fajn, da mogoče tudi potem take nagradimo, ki pa na tem delajo, da ohranjajo te stvari. Pred kratkim si imel tudi obisk, ker si prejel to plaketo, je prišel vodstvo iz Pošte Slovenije v Lenarško pošto. Tako. So ti pripravili kaj posebnega? Smo kot sprejem ali kako? Ja, so mi tudi prinesli par nagradic, ja. Kaj ti je to pomenilo? Kakšen je to občutek, no? Res neverjetno. No, pač, ker zdaj pravim leto pa pol na pošti in že pridejo, ne vem, vodstvo ta glavni, to tebe čestitajo, je res nekaj nepozabnega. Jaz sem že takrat malo potem razmišljala, ko sem se pripravila na ta pogovor, sem si mislila, mogoče bi lahko bila ideja, ne, za vodstvo pošte, da bi postal mogoče ti kakšen predavatelj, ne, kako, kot šepetalec s kužkom, ne, ali pa bi imel kakšno delavnico, kako osvojiti srca kužkov, ne, ker načeloma velja, da znajo biti kužki kar do poštarjev, ne, malo cukajo za hlačnice. To definitivno, ja. Najbolj jih jezi to, ne, da poštar pride in se takoj odpelje, ne. To jih najbolj jezi, zato večinokrat lajajo tudi, ne. Češ, jaz pa sem se prišel k meni, ne? Ja, jaz pa sem se odločil, da pridem še do tebe, ja, ne samo to. Te pozdravim, prošam, kako si, malo nastavita vidva klepet z njim. Imaš tudi kakšne globije pogovore ali samo tako? Ja, se najdejo dostikrat, ja. Tako da včasih še pogledam na krog, če me kdo posluša, da si misli svoje. Ja, kar rečemo globoke tudi, ja. Tu si vem celo predstavljati, kar jaz imam isto. Ja, že tako ne vem, če s svojim psom grem na sprehod, to tudi večina se pogovarjam z njim, ne. Ja, dejansko ga tako dojemamo tudi, ne. Ja. Zdaj ta euforija, ko je bila, no, sem že rekla, kako je dejansko tudi tvoja družina, žena, otroci, kako so pa oni to doživljali? Ja, tudi tako kot ostali. Veselje. So spremljali to vsaki dan, sporočali? Ja, definitivno. Ja. So tudi glasovali? Ja. Seveda, so probali tudi, ne vem, kako bi lahko večkrat glasovali, pač ni šlo, ampak probali so, ja. Zdaj smo se malo še dotaknila tvoje družine. Posebnost tvoje družine je, da niste vi samo, bi rekla, običajna 4-članska družina, malo več vas je. Ja. Poleg psa še imamo 6 dihurjev. Lani jih je bilo, kako so te?
3 sem imel. Ja, manj jih je bilo, ja. Manj, ja. Ali celo 2? Dva celo, ja. Dva, ja. Aha, zdaj so se že povečali. Zdaj imamo že 6, ja. Poleg še imamo 2 muci, pa 3 morske prašičke. To je zelo številčna družina. Ko pa greste vi poleti na dopust? Dobro, to imamo zrihtano, to ni problema, ja. Pridejo poskrbeti za njih, ja. In bolj, ko to prideš domov, to je džumbo, mislim, to je veselica. Ja. Dihurji so tudi res neverjetna bitja, ki tudi pokažejo ljubezen do človeka, ne, in to je tudi fascinantno in zato se pri meni ni stavilo samo pri enem dihurju, pa 2, smo kar posvojili jih, ne, ker kupovali več nismo, samo zaradi tega, ker dosti dihurov trpi, ne. Ali so zaprti non-stop v kletkah, ona tretja, nič se ne ukvarjajo z njimi, ker pač ne vejo, kak je ta žival, ne, ker ta žival zna vgrizniti. In to tudi pošteno vgrizniti, ne. In če ti ne boš delal z njim, bo non-stop napadalen, ne. Teda 4 dihurje smo tak posvojila, ja, da smo jih kao rešila iz... Kako sta pa prišla v stik, da so pač prišli do vas, ali to jih kjeri? Zdaj na zadnje, v bistvu to ni bilo, niso imeli časa toliko za njega, drugače pa so to tudi na Facebook davali, da smo našla 2 iz Kopra. Enega smo pa kupovala, tistega drugega, in smo šla v Celje pogledat ga in to, kaj so oni to pokazali, odprli gor garažo, tema noter kletka mala, pa noter bogi dihurček, celi prestrašeno, tretja, se rekel, takoj vzememo. S tistim je bilo kar problema, da smo ga spravila k sebi, ampak zdaj pa je, ne vem, srečen, kaj bi rekel. Bi lahko tako rekoč rekla, da je na neke vrste vnašanje zelo podobno človeškemu, no? Se dejansko, če ti ne vlagaš ljubezni v neki odnos, v človeka, se tudi mi začnemo zapirati, ne? Tudi mi ratamo prestrašeni, agresivni, nesramni, mislim, grizemo, ne? Ja. Je zelo podobno z dihurjem, nisem vedela, da... Ja. Vse nasploh živali, ne. Ja, ampak da so, mislim, dihurčki nam niso tako blizu, no, ne poznam nobenega drugega, ki bi imel dihurja, no. Kako sploh do tega, da je prišlo, da rata tu hišna domača žival? To nasploh ne vem, zdaj, kak je s tem, ja, kak so, ker to vseeno evropski dihur, ne, to so čisto drugačne, ne, kot pa ne ameriški, ne. Vem, pri nas je bilo pač, da si je hčerka želela hrčka, lahko smo nekako iz hrčka prišli na dihura in potem smo videli, da si jaz najbolj želim dihura, ne. Drugače pa kot domača žival priporočam. Res, ker so res zlate živali, res. S tem, da potrebujejo čas, ne, no. Ja, Bolko ne vse, ampak definitivno, oni sicer spijo dosti, ne, oni spijo tudi do 20 ur na dan, ne, ja. Ampak ko so pa aktivni, pa so... Ja, ta pa igra in sploh ne rabiš ne televizije, ne rabiš nič, samo njih da gledaš, pa da igraš z njimi, to je res fascinantno, ne. Pa drugače naredijo kaj škode, ne vem. Ne, to pa ne. Kužki, ne vem, nosijo copate. Nas je bilo strah, ja, dobro, okej, kradejo. Aha, kradljivci. To pa zelo kradejo, ja. Hrano ali kaj drugega? Ne, hrane tak ne. Ti so si poskrijajo, no, zaradi drugih, ker imajo več take nagon, ne. Medtem ko pa copate, ja, obvezno. So copate, potem so že bile bunde, ko so si jih zavlekli, plišeke, poskrili, šraufencigere, brivnik. Nikaj ni, res. Pol je doma doskrat. Nina, kam si dala? Ja, ne, najhujše je tako, kak je pilot izginil, daljinec, ne. Torej tako valjda, otroki vsi krivi, prvo kam ste dali, potem pa gremo pogledati tisto skrivališče njihovo, ja, in smo res marsikaj našli noter, ja. Ker pač mi dva imamo spuščena jih, ne, nimamo kletk pa tega in imamo
Ima tudi eno sobo tako veliko, ki si noter pod kavčom skrijejo vse, lepo naredili plac tudi za spanje. In tam noter so imeli pravi zaklad, ja. Potem so mi zdaj misli švigale, spuščene imate. Kako pa potem, kam pa grejo na potrebo, ali kako imajo potem to? To se tako kot mačke, ja, to na imajo pesek. pa pesek za muce, ja, tako, podoben ali ja, ja. Sicer zdaj ta novo malo mantra, ne, je treba navaditi jo, in to je kar težko, ja, ker se eno bi mogel biti non-stop zraven, ne, ko da jo daš v pesek noter, tako da to bomo videli, kako bomo lahko rešili, drugače pa ja, uporabljajo pesek, ja. Kaj pa potem zjutraj, kako je pri vas to navada, preden vidim, da odidete v službo, otroci v šolo, imate tu skupinski zajtrk, vsi naenkrat? Ne, zjutraj tako ne spijo, ne, oni so ravno tako, smo jih nekako navadili, da niso po noči aktivni, ker ponovadi so po noči aktivni dihuri, smo jih tako napravili, da spijo takrat, ne. Tako da smo kar sami pri zajtrke, čeprav zajtrka ni. Okay. Kavica verjetno je. Kavica pa ja, itak je. Ravno kar sem opazila, tudi tatuji so del tebe in tudi bolj kot neživalski motivi. Tako, ja. Je samo ta ali jih je več? V bistvu levčki, levi so tudi ene izmed živali, ki jih obožujem, ja, ki bi tudi najrajši jih imel, ne vem koliko. Potem imam volka še, pa Tom in Jerryja. Zakaj Tom in Jerry? Ne vem, jaz, ko sem videl Tom in Jerry, to pa mora imeti, ne. In dobro, vse smo odraščali z njim, ne, pa ja, vsak ve za njega, oziroma za njo. Obožujemo, vsi se mi zdi. Tako da, to je bilo to, ja. Pri tebi je še tudi mogoče ena ta posebnost, koliko vem, imaš tudi zbirateljsko žilico. Nekaj posebnega zbiraš. Vžigalniki? Ja, vžigalnike, ja. To samo pač ene določeno znamko. Zakaj? Ne vem. Kako dolgo že to traja? Ja, to je bilo zdaj že par let, ne. Mes sem enkrat klical, oziroma mail sem pisal na Nizozemsko, tam jih izdelujejo te farcajge, žigalnike, pa so mi dali kontakt slovenskega, jaz mu pišem mail, on mene kliče takoj, pravi, če imate kakšne žigalnike, ne, posebne izdaje, ne, ker to tudi obstaja, ne, da bi jaz to kupil, ne. Mi ta gospod reče, da mu dam naslov, pa bojo oni nekaj poslali, ne. Sem rekel, kaj pa plačilo, dajte mi samo naslov, pa bomo poslali. In drugi dan sem dobil škatlo, veliko škatlo. Wow. Veliko škatlo, res. Noter so bile, ne vem, 4 velike marele družinske, potem 4 torbe potovalne, ja, šilt kap, majic polno. Žigalnikov pa ni bilo toliko, kot sem pričakoval, ampak so bile nekatere posebne izdaje prav v škatlah lepih noter, ne, ja. In ne vem, kakšni ljudje lahko tudi obstajajo, ne, glede tega, ne, da ti res... Dobro se z dobrim vrača, spet ne potrjuje, mogoče. Ja. In pa to je bilo kar naenkrat, si ti rekel, ok, zdaj bom pa začel farcajge zbirati in... Ja, to je pač kot kadilec, pač je stalno bil problem s farcajgami, ne. Ja, znano, ja. In potem tudi mogoče zaradi tega malo, da sem začel zbirati. Koliko pa je zdaj ta zbirka bogata pri tebi? Nazadnje, kaj sem štel, mislim, da okrog 470. Ja. To so pač žigalniki, ki so res, vsaka izdaja ima, ne vem, 5 motivov, ne, in imam, ne vem, kar dosti različnih motivov. No, v bistvu noben se ne ponavlja, ne, noben ni enak, ja. Ampak je potem to res... So pa verjetno varovani pod ključem, da ne pridejo dihurčki, ali kako imaš to? Ravno imam za veliki umari gor na viske, ampak en dihurček je tak spreten, da tudi tja prije in sem
mogo malo to Je že šel zavarovati. Farcaj. Jezus, kaj tam pobiral, pa vse zlago na novo, ja. Ker imam pač tako lepo postavljen neki les, malo samo mimo gre, pa vse skaple dol, ne. Ja. Tako da sem potem malo zavaroval to, tako da ni več tistega pospravljanja za njime. V tebi je tudi malo gobarja, drži. Gobar? Gobar, ja, da nabiraš gobe. Ja, tu verjetno, mislim to bolj... Slika, ko je bila en jurček tak proti Farcajgu, jurček. Ja. To že tudi zaradi gostilne, ne? Da smo nabirali že zaradi tega, ne? Drugače pa vsaki sprehod po gozdu je super, ne? Aha, v bistvu, ko gre ta na sprehod... Ja, to je dobro, dosti krat z namenom, tudi samo po gobe, ja. Ampak ja... Kjer imaš rajši, če bi moral izbirati? Nisem taki ljubitelj niti gob, no ja, jem že vse gobe, kaj so za jesti, ja. Samo ne, da bi ravno izbiral, ja. Če greva mogoče, če se ne motim, 12 let nazaj v Benedikt, ste tam organizirali eno zanimivo prvenstvo. Aha, ja, to pa so bili ti avteki, ja, na daljinsko. Ja. To, ne vem, to je tudi prišlo tako z lepega. Smo dobili tudi prostor, da smo si lahko naredili svojo progo. Potem je eden bil v nekem modelarskem krogu, mislim, kaj je društvo. In je potem državno prvenstvo. Naenkrat bilo tam, ne. Pa to je bilo ful dobro obiskano. Pa niti ni bilo tako festo obiskano. Je bilo kar gledalcev na tretjo. Svirca že verjetno tudi, ne? Ja, svirca najbolj, ja. Potem ko pa ne, taki športi niso neki obiskani. No, zdaj, da bi trume, ja, verjetno res, ne. Je pa bila neka posebnost Ja, tega, seveda, ne. posebnost, ja, vse zaradi tega že. Kako to pa, da niste pol še nadaljevali, mislim, ker je pač malo... Ja, potem pa pride na tiste težave, ko ne vem, je treba vzdrževati progo, potem oni nimajo cajta, eden non-stop ne bo, ne, in potem vse padalo, ne. Pa to ste enkrat organizirali, je bilo večkrat? Ja, je bilo več dirk, zdaj ne vem, državno prvenstvo, če je bilo ena ali je bilo več državnih prvenstv, drugače pa take še interna prvenstva, ja. Pa še zdaj, kdaj se s temi avteki Jaz še nekaj osebno časa? ne, jaz ne. Imam jaz zdaj tiste 4-nožne avteke doma. Ja. Tako da, če bi izbiral, gledala sem malo tvoj Facebook profil, pa bi bilo ful zanimivo, pa sem rekla, ok, to pa moram Miha vprašati. Regi ali rock? Ok, to pa je zdaj tak, ne. Oboje. To pa ni razlike za mene, ne. Regi že poslušam, tudi se mi zdi od 5. leta dalje, takrat, ko sem prvič za Bob Marleya slišal, me takoj v uho. Rock pa tudi, ne. Tudi, če rečem, rock izhaja tudi iz regija, ne. In... Če bi mogel tudi, ne vem, pri rocku, mislim, izbrati eno od skupino, kjera bi bila? Ja, to so definitivno Queeni, ne. Ja, Queeni. Veš, kaj bi še bilo tudi ful zanimivo, tako skrulati po tvojih fotkah, pa to mali Miha, kar dosti fotografij z mladosti si objavljal od nekdaj, izjemno aktiven, vse posod si bil, ki je bila čaga, Miha je bil tam. Ja. Je tak stil še vedno ali se je mogoče malo spremenil? Ne, vse tak, že nasploh so se časi spremenili, ne, že tega več niti ni toliko, ne, od čak do tega, tako da tudi pri meni se ne več toliko tega pač verjetno družina ima svoje. Ja, že to svoje, ja, že služba, tretja, malo smo tudi že starejši. Nam je najbolj všeč, če je sobota zvečer, da se damo ven. Ja, zdaj že tako, ja. Medtem ko pa pred leti pa Bog ne daj, da greš spat pred 5, ne? Drži nekako, tako je bilo, ja. Miha, hvala ti za tele, ko bi rekla, prijazne misli, no. Bilo je zanimivo te spoznati, upam, da bodo tudi gledalci, poslušalci videli to tvojo, pa občutili to res posebno energijo, prijaznost, ki jo imaš. Mi smo res veseli, da te imamo.
Hvala. V Lenartu vem, da je bilo dosti tudi čestitki z te strani, ker drugače te tudi štejo v Benedikt, ne? Ampak Ja, ja. načeloma živiš tukaj v Lenartu. Si Lenarčan? Lenarčan, ja. Tako ja. občan občine Lenart. Ja, v Če smo bistvu, zelo uradna. No. No, jaz sem, tako tudi drugistva sem v Lenarti, ja. Da pač, ko smo se poročili, te sem tudi spremenil naslov, ja, tako da sem v bistvu občan Benedikta. Zdaj, ja. Aha, tako. Ja. No. Slovensko Gorice tu pri nas si. Tako da jaz se ti res zahvaljujem za čas. Enako. Imamo pa še eno presenečenje za tebe. O, Tako da, mi, ki Okej. si taki posebnež, smo v bistvu prosili pasjo pekarno, ker pač si bil izbran in ker pač sem rekla, zelo veliko priboljškov daješ našim kosmatinčkom. Sem rekla, verjetno je tudi to finančni zalogaj in se mi je zdela pač mogoče neki poklon in zahvalati, da opozarjaš, da daš vedeti, da so na prvem mestu pomembni ljudje, ne tisto, kar je, ne vem, blišč in beda, se doskrat reče, ampak Ja, ti ja. si pristen in to nam je všeč. Tako da pekarna Hvala. Hov je rekla, ker je Miha to v redu, fant, damo eno vrečko mi, in bolj smo mi rekli, ja, bo moramo mi še eno, dati. Tako da sta dve. Super. Tako da res, evo, Super. za kosmatince, jaz Evo. upam, to so neki posebni naravni njihovi Bomo priboljški. jutri videli, kako bo. Mi jih Kako imamo v bojo. kreativni piki za naše kuške, pa vem, da ko pridejo, jih ful radi jejo. No, te Tako pa da tak, te pa ne. upam, da bodo tudi tvoji prijatelji. 100%. Tako da hvala lepa še enkrat. Enako, in hvala ja, za To je to. povabilo.